Mesec marec, mesec, ko se ptički ženijo in mesec, ki je namenjen predvsem ženskam. Ampak kaj narediti, ko smo ženske popolnoma pozabile nase in na svoje potrebe? Kdo sploh smo? V mesečni rubriki Kaj narediti, ko nam bo Anita Obradović povedala več. Preden pa greva z Anito naprej, naj povem, da smo v ta namen, torej te rubrike, pripravili tudi tedenski izziv Počasti boginjo v sebi. Kdaj? Zabeležite si datum od 17. do 23. marca in seveda za več informacij obiščite našo spletno stran klepetobkavi.si. Vemo, kako obremenjene smo ženske danes in velikokrat se tudi zgodi, da se v vsem tem času preprosto izgubimo. Anita, kaj torej lahko ženske naredimo, ko začutimo, da smo se res popolnoma izgubile? Ja, jaz mislim, da je takrat ključno vzeti čas zase. To res je tak alarm, ne? Ja, definitivno je to alarm. In če pride pač do tega, da začutimo, da smo se nekje na vsej tej poti enega hitenja, veliko obveznosti in vsega izgubili, definitivno potrebno, da vzamemo čas zase in da se malo pogovorimo sami s sabo. Se malo usedemo, posrečemo, zdaj pa takole, ne? Vprašala bi te še, kako pa pravzaprav ženske sploh prepoznamo, da smo se izgubile? Recimo, mogoče marsikatera se tega sploh ne zaveda. Jaz sama recimo sem to opazila, ko sem postala mama, ko kar naenkrat sploh nisem več vedela, kdo sem, kaj sem, zakaj sem, ker so bile v bistvu vse moje prioritete in ves moj čas in fokus namenjen otrokom, ne? Ampak to je bilo že to sem kar kakšen let pa dve kasneje ugotovila, da kje sem pa jaz, kje so pa moji hobiji, kje pa mojih 5-10 minut časa zase, kje so pa še drugi pravzaprav tisti mejniki, ki se v bistvu nam lahko kaj takega zgodi, pa mogoče tega sploh ne opazimo. Ja, to je že kar dosti naprej, kar si sama omenila. Že naprimer, ena stvar, ki se dosti prej pokaže, je utrujenost, izčrpanost, ko smo kar neki zmatrani, pa ne vemo zakaj, brez pa nismo razloga, v bistvu, ne? Tako ja, pa kar malo slabe volje, pa tudi ne veš najbolj sploh zakaj. To so eni taki manjši alarmi, da v bistvu lahko že takrat se malo stavimo pa pogledamo, kje smo, kdo smo. Okay. Zdaj moramo omeniti tudi nakit, ne, naša Jasmina ga ima na spletni strani. Kako lahko nakit in zakaj pravzaprav pomore k boljšemu počutju žensk? Ja, po moje zaradi tega, vsaj pač meni, ko imamo kakšen nakit, ki nam je zares všeč, s katerim se dobro počutimo, jaz mislim, da nas tako nekako malo dvigne in sploh pa, če to ni čisten navaden nakit, ampak da ga res izbiramo zase, da je mogoče malo drugačen, da ga tako res na malo bolj globok način izbiramo, ja. Okay. In ta nakit je res čudovit, ja, kdor ga še ni videl, priporočam, tudi jaz imam eno od zapestnic na listi želja. Aha, ok, no, upam, da se ti čim prej uresniči in da si narediš tudi tam kljukco, ne? Zdaj, govorili smo tudi torej o tem, da bo danes Anito omenile in vam seveda podali kar nekaj napotkov, torej da se bomo ženske ponovno našle, tako da Anita, nekaj preprostih trikov, prosim lepo, evo, poslušamo zdaj vse. Tako, kot že veste, jaz rada pišem, tako da jaz definitivno bi začela spet s pisanjem, se pravi, vzamemo dnevnik ali pa papir, karkoli in pogledamo, kaj so te kako mi sploh preživljamo svoj čas, kako izgleda naš dan, kako se počutimo, vse te stvari malo, potem pa tudi pogledamo, kaj je vse to, kar nas polne in kar nas v bistvu prazni. In v bistvu pogledamo, katere so aktivnosti, ki me polnijo, po katerih zares čutim, da sem to jaz, da živim sebe, kateri so te odnosi, v katerih si lahko to, kar si, kjer ni treba, da se delaš neki. Najprej se kaj aktivnosti. Daj mečkam povej, kaj bi to bilo, ker mogoče pa še ženska sploh ne ve, kakšna aktivnost, telovadec se mi ne da, kaj bom pol počela, kleklala, tudi ne bi, pa škvačka ne bi, kaj pa recimo, kako se ti poslužaš tega? Kakšne aktivnosti bi priporočala? Lahko je karkoli, kar nekoga polne. Zdaj ne vem, na primer mene polne sprehod, meditacija, rada pišem, tudi barvam, takšne stvari. Nekoga drugega, ne vem, ples tudi polne ali pa poslušanje glasbe, kino, druženja. Tako, po moje, vsak ve zase, kaj je res tisto, kar ga polne. Tukaj dejansko lahko karkoli. Sam pač vsak, da sledi svojemu občutku in da res vidiš, ok, a to res delam zase, ko to delam, sem to jaz, prava jaz, živim sebe, ali to, ne vem, ko si imela telovadbo, ali telovadim, ker kao moram, ker je treba, ker vsi. Tako, na ta način v bistvu, da smo tako iskrene s sabo in da res iskreno pogledamo, ok, ko delam to aktivnost, ali sem to jaz, ali nisem. V tem odnosu, ali lahko živim sebe v tem odnosu, ali mogoče ne morem.
In potem v bistvu imamo napisan ta en in drug seznam, kjer vidimo, katere so aktivnosti, kjer živimo sebe, kjer smo v skladu s sabo, ki nas polnijo, in katere so aktivnosti, odnosi, navade, ki nas v bistvu izčrpavajo, ki niso naše, ki smo tako prišli v to zaradi kakšnega prilagajanja ali pa mogoče, ker smo mislili, da je tako treba, ali pa zaradi koga drugega. In v bistvu jaz vedno potem priporočam, da dodamo aktivnosti, odnose, navade, ki nas polnijo, in da zmanjšamo, ali pa če je mogoče, da celo prečrtamo tiste stvari, ki nas praznejo in kjer pač ne moremo živeti sebe. Wow, ja, čudovito ste tole povedala. Se mi zdi, da smo kar, ko sem še malo motivacije, zdaj pa že analiziram. Tole mora iti, tole bom malo povečala na svoji časovnici, ne, Unika. Zdaj, mesec marec, ne, verjetno tudi naše gledalke to že veste in gledalci seveda, da je pravzaprav to tisto pravo novo leto, ne, ko se narava prebuja, ko se prebujemo iz tistega zimskega spanja, ne, in kaj je pravzaprav, Anita, tisto, kar lahko ženska, torej v marcu, res naredi največ zase? A je to, da se mogoče tudi malo omakne od moške energije pod moški, poseče, tale mesec ljubi, pa mi dva mečka na distanci, ker sem pa se posvetila, ne vprašam, ne vem. Kaj ti si misliš, zakaj je marec sem tako zelo naklonjen? Jaz ne bi glih rekla, da je potrebno za vsako, da se omakne. Za nekatero, ja, za nekatero ne. Pač to bo spet vsaka zase začutila. Tako da jaz mislim, da je ključno to, da se povežemo s sabo, da se povežemo s svojim srcem, s svojo energijo, in potem bomo itak začutili, če si zdaj pa želimo pozornost in družbo partnerja ali pa kakšne druge osebe, ali pač ne, ali si želimo biti več same s sabo. Tako, ne vem, energijsko gledano, jaz tukaj vedno rada dve različne stvari delam. Eno tapkanje, pa še eno drugo vajco. Če želiš ti, lahko povem. Prosim lepo, ja. Tako, za tapkanje bi jaz tukaj priporočala karate točko. To se nahaja tukaj, ampak v bistvu lahko tako z vsemi 4 prsti aktiviramo, lahko bi tudi tako, ampak meni je nekako bolj všeč tako. In kaj se zgodi, ko tukaj tapkamo? Se pravi, tapkamo naprimer 3 minutke, lahko pa tudi zraven, kaj govorimo, ali pa ne, se veš. V bistvu, kaj bi se pa tukaj zgodi s tapkanjem na karate točki, je pa to, da se pravi, če smo zdaj v eni fazi, kjer čutimo, da smo izgubile sebe, da glih ne vemo, kdo smo, ali pa mogoče vemo, pa ne živimo v skladu s tem, v bistvu nam tale meridian tankega črevesja pomaga, da obrnemo energijo, da bo spet delala za nas. Kaj pa to pomeni? Ko je energija tako, ko je energija tako v bistvu naštimana, da bo delala za nas, to pomeni, da avtomatsko potem izbiramo rešitve, ki so za nas najboljše, odločitve, odnose. Tako v bistvu smo tudi potem bolj v enem zaupanju, hvaležnosti in še bolj povezane s sabo. Tako da to je prva stvar, ki bi jo priporočala. Jaz bom tukaj nadaljevala za 3 minute, ti pa kar nadaljuj z drugo idejo. To je prva stvar. Drug predlog bi pa bil ritem srca. To pa je v bistvu dihanje skozi srce. In na kakšen način lahko to narediš z mano? Da se pravi, da tako gremo, kot smo rekli, se povežemo s sabo, s svojim srcem, pa bomo pa že vedeli, kaj je dejansko to, kar je za nas. Lahko najprej ogrejemo dlani in jih bova položila na srce. Zdaj imamo lahko oči odprte, lahko imamo zaprte, pač kakor je komu bolj prijetno. In jaz si bom zaprla, ker sem tako navajena. Jaz imela odprte za naj odve, ker bi se netkla, da imela boljši občutek. Ja. In v bistvu naredimo sem nekaj vdihov in izdihov, čist navadnih, ne spreminjamo daha. In zdaj pa sem tako začutiš, kakor da dihaš s srcem. Se pravi, vdahneš v srce in izdahneš iz srca. In tako ponoviš parkrat, se pravi, vdih v srce, izdih iz srca. Prav začutiš, kako dihaš s srcem. Verjetno čutiš tudi, da si se umirila. Sem se zelo, kot da me zdaj nekdo nekaj da, wow. Tako. In v bistvu tako lahko spet 3 minutke, mislim, po feelingu sej, da nimamo štopati za takih stvari, ne. In v bistvu, da samo malo dihamo s srcem, to bi tudi priporočala kar vsak dan. Ja. Veliko rekla, da glede na to, koliko imamo stresnih situacij v življenju, mislim, da tole vaja res za vsak
dan. Torej, rekli sva tapkanje, dihanje s srcem, ne? Kaj pa še ti, recimo, rekla si sprehod, ne? Kako ženske, oziroma na splošno, ne bom zdaj samo na ženske se obrnila, kar na vse ljudi, kakšen je pravzaprav tisti sprehod, da bomo imeli kar največ od njega, ne? Ker vsi rečemo, ja, sprehod koristi, ampak marsikdo ne ve, kaj ne dela na sprehodu, kako je treba v bistvu si ta sprehod, ko greš sam, torej, ko se želiš res odklopiti, ščistiti, si nabrati nove energije, kako moš ta pravzaprav sprehod doživeti? Ja, jaz mislim, da je spet najbolj pomembno, da smo prisotni. Ker zdaj, če smo mi na sprehodu, zraven pa ne vem, kaj poslušamo, čist nekaj tretjega, dejansko tudi tak sprehod ne bo dal takšne kvalitete, kakršno bi dal drugače. Tako da je sigurno boljše, če smo si že vzeli čas za sprehod, da zares gremo pozorno, da čutimo svoje telo, da opazujemo okolico, da se zaustavimo, tako da se povežemo s sabo in z naravo. Ja, Anita, hvala lepa. Tako, ko bomo torej imeli rade sebe, bomo imeli rade tudi ljudi okoli sebe. Naša energija bo torej spremenjena, lepa in svetla, pa moram reči, s pomočjo Anite tudi, kot sem zdaj opazila, zelo umirjena. Okrog nas pa bodo ljudje, ki jih naša energija polni in s tem polni tudi nas. Zato ne pozabite nase, naslednji mesec pa nas čaka hujšanje oziroma rubrika Kaj narediti, ko se nam bodo čez zimo pa že nabrali tili naši kilogramčki, ki bomo potem aprila lepo pomahali v slovo.